Dober dan želim, pozdravljeni v knjigarni Konzorcij, pozdravljeni doktorica Nina Vodopivec. Stavkom brez Mure tot ni nič, brez nje še Mura ne bi tekla, se začne monografija o propadu tekstilne industrije v Sloveniji. Dr. Nina Vodopivec, diplomirali ste na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij ste nadaljevali na fakulteti za humanistični študij in leta 2006 doktorirali. V knjigi Tot se nikoli več ne bo šivalo opisujete ne le ekonomski vidik propada, pač pa vas zanimajo ljudje, ki so desetletja svojega življenja živeli za in od tekstilnih podjetij. Kako ste se lotili večletne raziskave in kdo vse je pri tem sodeloval? Ja. Dober večer, najprej vsem skupaj. Res je, v tej knjigi me zanima, kako ljudje sami pripovedujejo o svojem doživljanju izgube dela in propada tovarne. Osredotočam se na psihološka in telesna občutja, doživljanja ekonomskih prestrukturiranj. V javnosti se veliko razpravlja o stroških, o ekonomskih učinkih. Ekonomska prestrukturiranja se kažejo kot nek naraven odziv na zahteve tržnega delovanja oziroma kot neka posledica delovanja naravnih historičnih sil, kot lokalni odziv na globalna delovanja. Takšne naturalizacije so problematične in bi jih bilo treba tudi v nadaljevanju kritično pretresati. Vsekakor pa več pozornosti posvečati na doživljanja ekonomskih prestrukturiranj na ljudi, na pomene, ki jih imajo v življenju ljudi. Jaz sem se pogovarjala predvsem s proizvodnimi delavkami in delavci, čeprav me je tovarna zanimala širše, to se pravi tudi z drugimi kadri. In z ljudmi, s katerimi sem se jaz pogovarjala, za njih je bilo razvrednotenje industrijskega dela, ki so ga občutili na lastni koži, velika travmatična izkušnja, ki ni globoko zarezala le v poklicne identitete, temveč v osebnosti ljudi. In prav tej takšni travmi, ki je bila tako intimna kot družbena, sem želela dati pozornost. Zares je, da se osredotočam predvsem na primer oblačilne tovarne Mura v Prekmurju, ki me zanima kot primer nekoč cvetoče in uspešne tovarne, ki je zaznamovala številne generacije in svojimi vizijami in aspiracijami tudi širšo regijo. Tovarna Mura je nastala z nacionalizacijo in združitvijo dveh tovarn po drugi svetovni vojni. Te dve tovarni sta pa delovali od leta 1925 in 1932, v stečaj pa je šla leta 2009. Takrat je delo zgubilo nekoliko več kot 2600 ljudi. 650 jih je ostalo v tako imenovanem zdravem jedru. To se pravi, hočem povedati, da je desetletja Mura se širila in zaposlovala vedno več ljudi. Po tem prvem stečaju je to preoblikovano jedro z novimi lastniki delovalo od leta 2011 do 2014, ko je šla Mura drugič v stečaj. Nekateri ljudje so ostali potem tudi v tretjem poskusu preoblikovanega podjetja, ki je delovalo pod imenom Arum do leta 2019. To pripovedujem zato, ker bom v nadaljevanju povedala nekaj več o doživljanju stečaja, da se ima v mislih, da so nekateri ljudje stečaj doživeli trikrat. Zdaj to zgodbo Mure pa obravnavam v kontekstu širših družbeno-političnih preoblikovanj, tako v sodobnosti kot preteklega socialističnega časa. Prav tako pa tudi v kontekstu doživljanj in prepovedi ljudi v drugih tekstilnih tovarnah po Sloveniji. S temo, z izkušnjami tekstilnih delavk in delavcev se namreč ukvarjam kontinuirano že skoraj 20 let. Leta 2007 sem napisala knjigo o spominih na socializem, tam me je zanimalo predvsem te prve izkušnje v 90-ih letih po letu 2000, izkušnje tekstilnih delavk in delavcev postsocialistične tranzicije in pa njihovi spomini na socializem. Hkrati pa tudi spremljala sem prve stečaje, recimo Tekstil Indus je šel v stečaj že leta 1991, MTT
v Mariboru 1999, Almira, Rašica, potem po letu 2000 je teh stečajev vedno več. Zanimalo me je pa takrat tudi, kako ljudje v še delujočem podjetju doživljajo ekonomska prestrukturiranja, degradacijo industrijskega dela in reorganizacijo dela. Zato sem se za kratek čas zaposlila v proizvodni predilnici Litija, ki še danes ostaja ena redkih še delujočih tekstilnih tovarn. Potem sem v nadaljevanju spremljala spremembe politik na trgu dela, zaposlovanja in socialne varnosti. Zanimale so me spremembe, skratka širše, na različnih družbenih ravneh. Želela sem pokazati tudi v tej knjigi, da je stečaj ljudi treba obravnavati v kontekstu življenjske izkušnje posameznice in pa posameznika. To se pravi ob prepletu različnih oblik ranljivosti. Vedno več pozornosti pa sem posvečala tudi čustvenem doživljanju in telesnim občutjem ljudi. Ne gre namreč zgolj zamahniti z roko, češ, da so industrijske delavke in delavci nostalgični in zgolj hrepenijo po preteklosti. Takšne oznake dejansko spregledajo, kaj nam pravzaprav govorijo. Razprave o telesnih vezeh pa v čustvih v družbi tržne racionalnosti vsaj na videz nimajo svojega mesta, saj naj bi bile v nasprotju s to normativno podobo racionalnega podjetnega posameznika. Čustvovanje industrijskih delavk in delavcev pa je sploh stigmatizirano, saj za prevladujoče predstave znak njihove neprilagodljivosti, njihove nemodernosti, zaradi prevelike čustvene navezanosti na tovarno, to naj bi preprečevalo, da bi naredili korak naprej in se zaposlili drugod. Ampak dejansko takšno napačno prepoznanje zgolj delegitimira njihove glasove in njih samih. In raziskovalke in raziskovalci v mednarodnem prostoru v zadnjem času sploh dajo vedno večjo pozornost ob preučevanju družbenih izkustv prav čustvom, da se čustva jemlje resno, da se jih obravnava kot realnost, da se jih ne sodi, ali so negativna, pozitivna, kakšno pragmatično vrednost imajo, ampak da se preučujejo, kaj dejansko nam sporočajo. In to sem poskušala narediti v tej knjigi. Ugotavljati, kaj nam čustvo na doživljanje ob stečaju pove, kaj bi industrijske delavke in delavci takrat potrebovali, kaj smo kot družba spregledali in kakšne pomene dejansko je imela v življenju v življenjih ljudi tovarna, kaj nam pravzaprav pove ravno ta stavek, da brez tovarne še reka ne bi tekla. In ugotavljala sem, da tovarna je dejansko pomenila totalno družbeno dejstvo, da je v temelju strukturirala življenja ne zgolj zaposlenih in njihovih družin, temveč širše skupnosti. Kot pove recimo stavek moje sogovornice, to je bilo naše življenje. Zdaj z ljudmi sem prišla v stik, z Murinimi ljudmi sem prišla v stik, ko je Mura že šla v stečaj, ta prvi stečaj leta 2009, preko Pomurskega muzeja, kolegice, ki dela tam kot kustodinja, potem preko sindikata, preko Ljudske univerze v Murski Soboti, ki je tudi organizirala delavnice in usposabljanja za nekdanje Murine delavke. Veliko mi je pa pomagal tudi Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki je ravno takrat delal študijo o psihofizičnih posledicah tega prestrukturiranja v Muri na ljudi, na podlagi poglobljene in pa ankete, ki je zajela veliko število ljudi. To študijo omenjam tudi zato, ker ostaja zlasti na tej institucionalni ravni edina študija, ki sem jo našla, da bi se dejansko ukvarjala z psihofizičnimi posledicami ekonomskih prestrukturiranj. Pri prebiranju knjige sem se ustavila in veliko razmišljala o delitvi dela na umsko in fizično delo. Pa ne pri posamezniku, kar se mi zdi sprejemljivo, delaš fizično in istočasno razmišljaš, kako bi naredil boljš. V resnici je organizacijska shema tako rekoč večine podjetij, ne samo tekstilnih pa tovarn, še posebej pa industrijskih narejena po principu, da vrhni so tu zato,
da mislijo, ta spodnji pa zato, da delajo. Kako vpliva takšna organizacija na odnose, medsebojno sodelovanje, solidarnost in podobne vrednote? Ja, sogovornik, gospod iz proizvodne, mi je že pred časom v predilnici Litije rekel, mi tukaj v proizvodni na normiranem delu nimamo časa, da bi razmišljali o rešitvah. Tisti gor v pisarnah ne delajo na normo. Oni imajo čas, da si skicirajo različne rešitve, poizkušajo in poskušajo najti kakšne izboljšave. Skliceval se je na sistem, ki ga je takrat predilnica Litija 2004-2005, ko sem bila sama tam, uvajala, to je sistem nagrajevanja za izboljšave delovnega procesa. In res je, kot sem ugotavljala, so tudi tovarne v samoupravnem socializmu je močno zaznamovala ta fordistična razdelitev dela s teoristično disciplino. Gre za organizacijo dela, ki je bila značilna v teh tovarnah na Zahodu. Ta teoristična disciplina pa se poimenuje po človeku Frederiku Winslowu Taylorju, ki je konec 19. začetek 20. stoletja razmišljal, kako bi dosegal čim večjo učinkovitost s čim manjšim stroškom. In je delo razdelil, razmeril je vse gibe, časovno, popolnoma določil, razdelil delo na različne faze, ob tem pa je celotna ta delovna organizacija vnesla zelo centralizirano upravljanje tovarne. Razdelilo se je delo zelo močno na tehnična, upraviteljska znanja na eni strani, ki so dobila ob taki organizaciji legitimiteto in moč, in na operativna znanja v proizvodnji na drugi strani. In ravno ta organizacija linijskega normiranega dela, kjer so bili ljudje individualno normirani, s to strogo disciplino, ki je pa hierarhijo, potem s to teoristično disciplino, to je bilo močno prisotno tudi v tovarnih samoupravljanja v socializmu. Se pravi, nek strog režim hierarhije. Kar pa so rahljali odnosi vseeno v praksi, tudi na Zahodu dejansko v praksi ni bilo tako, kot je Frederick Winslow Taylor izračunal. Vedno je treba pogledati, kako pa dejansko je na terenu. Te odnose hierarhije so v Sloveniji nekako rahljali, tako sistem samoupravljanja kot druge materialne prakse, ki so se rojevale iz vsakdanjega življenja. Je pa res, da kjerkoli sem se z ljudmi pogovarjala, so mi vsi pripovedovali o anksioznosti, tesnobi, živčnosti in strahu, ki ga je prinašala individualna norma. Ti si bil namreč plačan glede na to, koliko komadov si naredil oblačila. Je bilo predpisano določena količina, če si naredil več, si bil več plačan, če si bil naredil manj, pa vsekakor ni bilo dobro. In ta hud tempo normiranega dela se je dobesedno upisal v telesa ljudi. V 80-ih letih so nastajali elaborati specialistov medicine dela, ki so kazali, kakšna huda obolenja so se rojevala zaradi tega hudega tempa normiranega dela. To normirano delo je vnašalo tekmovalnost tako med ljudi v proizvodnji, kot tudi neprestano tekmo samim sabo. A po drugi strani je normirano delo vnašalo nek občutek avtonomije in pravičnosti, da si bil plačan glede na to, koliko si sam pridelal, hkrati pa tudi neke kreativnosti, ker so mi številni pripovedovali v trikih, ki so jih izumljali zato, da bi bili pri delu še hitrejši. Prav tako linijsko delo, kjer je pač ti, ko si delal na liniji, si poznal zgolj eno delovno fazo. To se pravi, ne glede na to, da govorimo o šiviljah, veliko ljudi v Muri ni znalo zašiti obleko v celoti, učili so se zgolj ene delovne faze, ki so jo delali. Ampak taka razdelitev dela vnaša neke odnose medsebojne odvisnosti. Jaz ne morem doseči moje norme, če mi kolegica ali kolega pred mano ne pripravi dovolj velike količine blaga ali pa oblačil. Prav tako mi neprestano pritiska s tempom tisti človek, ki v delovnem postopku prihaja za mano.
Prav tako je odvisno, kakšno delo mi bo dodelil majster, tako so poimenovali vodje v skupini v proizvodnji, zato ker nekatera delovna mesta si lažje dosegel normo, pri nekaterih je bilo pa to težje. In to je bilo velikrat odvisno od dobrih odnosov z majstrom in podobno. Skratka, takšna delitev je vnašala številne konflikte v samo proizvodno, a po drugi strani je ta občutek skupnega ustvarjanja in medsebojne pomoči in pa solidarnosti. Pri tem bi omenila še afekt industrijskega čudeža, ki je mene recimo zelo presunil, ker sama nikoli prej, dokler se nisem začela spremljati tekstilne delavke in delavce, nisem stopila v proizvodno in tudi v svoji bližnji okolici ne poznam veliko proizvodnih delavk in delavcev. To je v bistvu ta afekt, ki ga proizvaja industrijski modernizacijski narativ. To delo v ogromnih prostornih industrijskih halah, ob velikanskih strojih, ki si jih upravljal, ta ponos, ta moč tega sodelovanja z vso to mašinerijo in pa ta velik pomen produkcije, ki so ga v proizvodnji razumeli kot ustvarjanje, kar je sestavni del tega industrijskega modernizacijskega narativa. Ampak tako kot je rekel sogovornik, jaz sem ustvarjalec, mi vsi smo ustvarjalci. Tudi to je pomenilo, da si vedel, kje vse se tudi prodajajo tvoji izdelki in ta ponos nad tem, da je podjetju dobro šlo, da so se izdelki dobro prodajali, ne zgolj v Sloveniji, Jugoslaviji, ampak pač tudi za mejo v evropskem prostoru. K čemur je dejansko dodano vrednost so dajala še te oglasi, kjer so sodelovali priznani grafični oblikovalci, recimo, ali pa glasbene skupine, tako je v 80-ih letih za Muro. Naprimer, je Mura propagirala glasbena skupina Videosex, ali pa priznanje slavnih modnih oblikovalcev v evropskem prostoru, s katerimi so sodelovale modne oblikovalke iz Mure. To je vse prinašalo neko dodano vrednost delu samem. To je vse lepo in prav, ampak v knjigi tako zelo nazorno napišete, kaj vse so te ženske znale. Hodile so po hali, kjer je bilo blago. One so to blago zavohale. Vedele so, kje je svila, kje je bombaž, kje je mešanica. Občutile so na utip blago, igle, nit. Mene pa še vsem zanima, zakaj, a je res to delo, to znanje tako malo vredno, ker so bile vse podplačane. Pa stroje so znale upravljati. Ja. Ko se je pokvaril, Ja. so stroje znale popraviti, popravile so še kolegici, zato da je linija lahko tekla. Je bilo tako? Res, ja. Želela sem dati pozornost dejansko tudi temu znanju, praktičnem, izkustvenemu znanju, temu nevidnemu znanju, ki dejansko nevidno ostaja v družbi znanja, ki favorizira formalne kvalifikacije. Zato, da se, prej smo se pogovarjali tudi o disciplini, da se dejansko ne vidi produkcijskega dela kot zgolj nekega discipliniranega, pogosto so tudi te predstave monotono, repetitivno, operativno delo. Da je to prinašalo vseeno neka znanja in pa spretnosti, ki so se jih pridobivali ljudje skozi čas. Na drugi strani pa gre ta vrednotenja dela obravnavati na različnih ravneh. Ena je ta raven, makroraven, pač v družbi znanja oziroma v sodobni družbi podjetništva. Te spretne roke dejansko tudi na globalnem trgu niso cenjene, preselile so se, sploh jih ni več v Sloveniji, ker se tekstilne industrije tiče, večinoma so šle na vzhod, v Bangladešu. Jih najdete, nimajo cene, sploh ne razmišljamo o njih kot v nekem podaljšku zgolj telesa. Zato poskušam tukaj odpreti oziroma usmeriti pozornost na to senzorično razumevanje spretnosti in veščin. Ti v trenutek, kako stopiš v proizvodno, se učiš koncentrirano opazovati, prebirati informacije iz okolice, jih tolmačiti, usmisliti in se odzivati na nje.
Ta senzorika, to pomeni lahko recimo hrup stroja, je na eni strani povzročal številna naglušnost pri številnih delavkah in delavcih in to je bil zelo velik problem. A po drugi strani je hrup stroja pomenil informacijo, ki se ga je mogel človek naučiti. Naučiti se je mogel poslušati in slišati, ali stroj dobro dela ali ne. Ampak najpomembnejši pa dejansko je bil v tekstilni industriji odtip. Si rabil nekaj časa, da si dobil, so mi razlagale sogovornice, ne, da to znanje, ki je skrito v blazinicah prstov, da so znale, da so vedele, ali se je blago treba vlažiti, ali dobro teče nit, da se ne bo trgala, kako obrniti blago, kaj podstaviti zraven, zato da se ne mehča, pa da se ne trga. Kako se naučiti skozi urjenje senzoričnih praks, v bistvu to zahteva aktivni angažma telesa in uma, čeprav ti postopki niso verbalno artikulirani, se pravi niso verbalizirani. Jaz sem imela na začetku, ko sem se pogovarjala z ljudmi, še predno sem sama vstopila v proizvodno, kar problem, ker nisem razumela, kaj so mi pripovedovale sogovornice, ker so pripovedovale z rokami in pa s telesi. Šele ko sem vstopila v proizvodno predilnice Litija, sem razumela, kaj mi pripovedujejo. In še 10 let po tistem, ko so že prenehale z delom, so dejansko še z gibi telesa znale pokazati kretno. To znanje ostaja nevidno in ni visoko vrednoteno, dejansko ga, tako kot pravim, ga spregledamo. A v proizvodni samem predelu, recimo sem videla v proizvodni predilnice Litija, pa je to izkušnje dejansko imajo še vedno moč. Poudarek v knjigi dajem temu tudi zato, kot sem že rekla, da se pač tukaj vidi nek aktiven angažma, neka znanje, spretnosti, izkušnje, ki so jih industrijske delavke in delavci imeli in ki so jih vlagali v tovarno, kar je povezano z njihovim doživljanjem stečaja in propada tovarne. A hkrati tudi tega ne gre romantizirati, ker so dejansko pogoji dela in celotna ta organizacija je rojevala, generirala številne poškodbe, obolenja in pa invalidnosti. Vemo, da je slabo informacijo težko povedati, pa vendar pričakujemo, da dobro plačani menedžerji, ki so tu zato, da mislijo, sem že prej povedala, to znajo narediti na človeku dostojen način. Pa sem v knjigi prebrala, da bi bilo lastnikom in menedžerjem najljubše, če bi ljudje razumeli preprost stavek. Podjetje je v stečaju, vi ste brez službe. Nihče se ni potrudil razumeti čustev ljudi. Kaj bi morali v prihodnje zahtevati ali vsaj pričakovati od lastnikov in menedžerjev? Ja, Primorje je bil en velik problem, recimo, če začneva pri lastnikih. Recimo, sociolog Rastko Močnik je zelo dobro to označil, da so se lastniki obnašali kot lastniki rentniki. Ni jim šlo, tak lastnik se ne obnaša kot nekdani industrialec, ki mu bi šlo za to, da bi se podjetje razvijali, tudi za to, da bi ljudje dobro živeli, za to, da bi lahko še bolje delali. Takega lastnika zanima zgolj dobiček, ki ga dobi že v bistvu svojega tega pravnega naslova. Pač. Tako kot nekdaj plemiči so se obnašali, že svojega pravnega naslova so dobivali določena sredstva. In dober je tudi njegov poudarek, da je šlo v Primorji za ne samo pri Muri, pri marskaterih drugih podjetjih, da gre za strateško izčrpavanje podjetij strani domačih lastnikov, ker prepogosto se razumeva, da so prestrukturiranja tudi v Sloveniji kot nek lokalni odziv na globalno dogajanje, na to, kar je vse narobe, na to prilagajanje globalizaciji in se premalo pozornosti daje na tem, kako se v bistvu strateško tukaj
izčrpava ravno to vlogo na lastnikih. Zdaj, Mura je bila od leta 2009 se je aktivno angažirala v tako imenovano reševanje Murinih problemov država. Država je bila delna lastnica preko Slovenske odškodninske družbe. Dejansko je bila Nacionalna finančna družba največji lastnik, okoli 18%, država okoli 12%, to se pravi vsem, velik procent je pa bilo zelo razpršenega lastništva. In to je bil velik očitek že po letu 2002, ko se je začelo o Muri več pisati v javnosti. Takrat je Mura pridobila neka državna sredstva za prestrukturiranje. Kaj bi morala Mura takrat narediti? Kje je odgovornost? Ekonomisti so glavno odgovornost pripisovali predvsem menedžerjem in poslovnim odločitvam ljudi. Vedno več se je prihajalo kritike na dan tudi, kar se tiče lastnikov. Ampak ja, takšnih lastnikov ne zanima, sploh ne delavci, ne zanima jih niti razvoj podjetja. Od menedžerjev sem pa večkrat tudi sama slišala, da oni niso specialisti za ljudi, oni so specialisti za številke. To je vprašanje tudi, mislim, kako se je ekonomija zožala kot sama disciplina, ne, kot zelo to financializacijo in matematične enačbe, ni več neka družbeno umeščena veda. Marsikatere menedžerji, pač tudi s menedžerji je treba rankirati, na katerem rangu so v Muri, so bili pa sami tudi v tem specifičnem prestrukturiranju v Muri, ker Mura je primer prestrukturiranja, ki se ne sme zgoditi, tudi sami v neki te sendvič poziciji in so bili pred velikimi pritiski. Ampak problem je bil v Muri pač tudi, kako se je država lotela tega reševati, kako je vlada se je aktivno angažirala v sam stečaj, kje je bila pozornost pri tem prestrukturiranju tudi v medijih, v družbi samem, kako se je nagovarjalo probleme industrijskih delavk in delavcev, kako se je videlo, kakšne so bile sploh njihove potrebe. Pa mogoče to bo v nadaljevanju ali... Ja, jaz bi vsem se rada iz tega nekaj naučila. Kaj mora menedžer narediti, zato ker mi, delavci, od njega to pričakujemo. Vse gre samo od zgoraj navzdol. Ni pa te povratne informacije, da tudi mi nekaj pričakujemo od menedžerjev, ne? Ampak je to zelo težko, če je menedžerju je v bistvu kot pravim, delavci so številke, ne? Ampak meni se zdi, da problem je, nekaj je management, ampak jaz vidim večji problem na tej državni ravni, na tej širši družbeni ravni, ker je bilo, tudi tam se je dejansko razpravljalo samo o številkah. Ko se je vlada vključila v reševanje Murinih težav, se je dejansko neprestano pisalo samo, ostalo bo 1500 ljudi, ostalo bo 1200 ljudi, ostalo bo 1000 ljudi, ostalo bo 900 ljudi, ostalo bo 800 ljudi. Na koncu je bila pozornost samo na tako imenovanem zdravem jedru, ki se je oslovilo kot velik uspeh. Leto kasneje po stečaju je takratni premier Borut Pahor to opisal kot vzlet ptiča Feniksa iz pogorišče mrtve matere. Celotna pozornost je bilo zgolj na korporativnem telesu, govorilo se je o zdravem jedru, o hčerinskih firmah, o materi podjetju, o umiranju, ljudje so se spremenili v številke. Ptič Feniks, ki je simbolizira v bistvu dejansko, da kako je najprej mora umreti, ne, da se lahko ponovno rodi. Ne, pozornost je bila na tem, samo na tem novem rojstvu, kot v bistvu nek uspeh. Ni se razpravljalo, ni bilo prostora, da bi se vzgodbljalo doživljanje industrijskih delavk in delavcev, ki so odpadli kot številke, niti ne tistih, ker raziskave kažejo, kako problematično je tudi za ljudi, ki ostanejo v podjetju, ko se podjetje reorganizira, dejansko te pozornosti pa ni bilo. Da ne govorimo o tem, da se je vlada, za številne moje sogovornice in sogovornike je bila Murin stečaj politična odločitev. Okrog tega stečaja je še veliko neraščiščenih stvari. Jaz sama se nisem šla poglobljeno v raziskovanje tukaj krivca. Je pa res, da se je vlada zavzela za stečaj, da se je bilo za veliko sogovornikov to popolnoma politična odločitev, ker niso bili finančno in insolventni.
Za vodstvo in sindikat se je do konca zauzemalo, da stečaja ne bo. Vlada je sodelovala pri tej prevari dobesedno, ki se je zgodila, da so 6 mesecev pred stečajem so 1900 ljudi premestili na hčerinske podjetja, ki so bila ustanovljena brez zagonskega kapitala. Se pravi, vsi ti ljudje niso bili potem, ko je šlo 6 mesecev kasneje, ko so šli v stečaj, niso bili upravičeni do odpravnin. Moja sogovornica je dobila dokument, kjer je pisalo, da ji firma dolguje 14 000 evrov, do katerega denarja ni bila upravičena. 1900 ljudi, krat približno takšna vsota, se vidi, kdo je nosil stroške prestrukturiranja. Se pravi, se mi zdi, na tolikih ravneh je šlo vse narobe. Absolutno je menedžerski sloj menedžerjev, ki pridejo v podjetje, velikrat so v podjetju zgolj kratek čas ali ga pa pridejo samo zapret, s podjetjem ne živijo z okolico, imajo čist nek drug odnos do ljudi, kot če gledamo menedžerje in pa tudi vodstvo v socializmu, kjer so živeli recimo tudi direktori po 20-30 let v tovarnah, velikokrat so prihajali sploh iz lokalne okolice, so bili s tovarno povezani na popolnoma drugačne načine. Tukaj s tem v zvezi je tudi, kako se vrednoti delo, kako se vrednoti zaposlenega, kar je povezano tudi s političnim položajem dela in predstavnikov delavstva v ekonomskem socialnem svetu, v teh pogajanjih med kapitalom na eni strani in med državo na drugi strani. Absolutno je problem, da menedžerska izčrpavanja, ustanavljanje bypass podjetij, medtem ko delavci nosijo vse stroške, vsa tveganja in odgovornost za nadaljno tudi zaposlitev v bistvu sami, medtem pa menedžerske elite pogosto ostajajo nekaznovane. To povzroča tudi, mislim, da ne, tudi v širši družbi ena močna občutja in čustva. Med temi menedžerji, a je bil vsaj eden, ki bi bil empatičen? Me zanima, a so se kaj pogovarjali s temi ljudmi, so jih kaj potolažili, ne vem, kaj lepega bi rada slišala. Problem pri Muri je bil, jaz pišem o tem, da so bili ljudje ob stečaju v šoku in da so se na šok lepila tudi druga čustva, jeze, žalosti in pa sramu. Mene so dobesedno me te pripovedi o doživljanju, te pripovedi o izčrpavanju so me presunile. Šok po eni strani sem rekla, da je treba razumeti kot dogodek, kot dogodek, stečaj kot dogodek, ki je šokantno zarezal v osebnosti ljudi, a po drugi strani v kontekstu daljšega izčrpavanja ljudi. To izčrpavanje z intenzifikacijo dela, z minimalnimi plačami, kjer jih je bilo treba doplačati, so morali, da so sploh dosegali minimalno plačo. To je na ljudi same, da niti toliko odgarali so, a dejansko niso uspeli zaslužiti niti minimalne plače na simbolni ravni. To na ljudi ima velik vpliv. Skratka, in pa tem v kontekstu padanja življenjskega standarda ljudi, s temi minimalnimi plačami si ljudje niso mogli niti privarčevati neka sredstva za tako težke čase in ponižanja in izgube neke razvrednotenja industrijskega dela in njih samih. A po drugi strani je treba razumeti šok ravno zaradi tega, ker se z ljudmi ni nihče ničesar pogovarjal, ker jim ni nihče nič povedal v tovarni, ker ni bilo informacij, ker ni informacije so ljudje dobivali v medijih in hkrati so te mediji krepili negotovost in pa strah in pa konflikte med njimi. Informacij dejansko ni bilo tudi v strokovnih službah, ki so bile bliže vodstvu in upravi, ampak dejansko je to povezano tudi s temi protislovnimi informacijami, ki jih je dajalo vodstvo po eni strani. Kot sem že rekla, vodstvo in sindikat sta se do konca zauzemala, da do stečaja ne bo prišlo. Šok je bil povezan tudi s to nezamisljivost ljudi, ker niso mogli verjeti, da bi lahko takšna institucija, kot je Mura, propadla. Tako mi je obsedila ena izmed mojih sogovornic, kar kaže ravno na to, kakšen pomen
je imela tovarna, ne zgolj za zaposlene, ampak v celotni regiji. Ljudje so krivili konkretne dogodke, ker so videli že s časoma, da stvari ne štimajo, in konkretne menedžerje. A ne glede na to je šlo največje razočaranje na državo. In do konca, zato je bil pa tudi šok, ker niso mogli verjeti, da bo država to res dopustila. In tako podobno so pripovedovali tudi ljudje po drugih tovarnah. To razočaranje na državo, da jih ni zaščitila pri tej razlastitvi, ker oni se niso borili za neke dodatke, oni so se borili za izplačilo, tisto, kar so zaslužili, za neizplačane plače, v marsikaterih podjetjih za neizplačane socialne in zdravstvene prispevke. Zdaj za Mura ni takšen primer. Muri so do konca v bistvu splačila ljudje dobivali. Pri Muri je ta velik problem, ta prevara v bistvu z načinom, kako je do tega prestrukturiranja prišlo. Marsikateri menedžeri so bili pa sami, tudi menedžerje, s temi vodstvenimi ljudmi se dejansko nisem pogovarjala, ampak z menedžerimi nekega tega srednjega menedžmenta pa sem se, in tudi njih je treba razumeti iz tega vidika, da to ne zdaj namerno, da vsak pa zdaj to namerno počne, ne. Marsikdaj verjetno bi bilo bolje, da bi se pogovarjali več, pa da bi stvari predstavili, ampak v situaciji, kakšni so bili pritiski, ki so jih imeli z vseh strani, hkrati pa vsem ta vera in zaupanje, da bomo zmogli, je pač prispevala k tej pa ta srednji menedžment predvidevan, da je bil kar iz Pomurja, medtem ko vrhni menedžment je bil pa iz osrednje Slovenije. Ja, to je tudi to povezano s tem, kar sem že prej povedala, da dejansko je v preteklosti so ljudje, vodstveni kadri, menedžeri in pa direktori, tudi če niso bili iz kraja samega, delovali v tovarni 10, 20, 30 let. Sicer je res, cel sistem je bil drugače narejen, sistemsko se je dejansko vzpostavljalo in gradilo to pripadnost tovarni, vzpostavljalo se je širšo lokalno skupnost. Tovarna je bila upletena v bistvu oblikovanje nekega razvoja v lokalni skupnosti in v regiji sami. In tudi menedžeri so v bistvu bili ljudje iz okolja, čigar mame so mogoče delale celo v proizvodni in so imele zato tudi do tega drugačen odnos. Zdaj pa malo širša slika. Iz Pomurja gremo na Slovenijo. No, v Pomurju so imeli mnogi zaposleni košček zemlje in so s tem nekako krpali ta družinski proračun. Ljudje, jaz vem, da so tam zelo pridni, zelo prijazni, zelo socialni in verjetno so res drugačni kot v nekem urbanem okolju srednje Slovenije. A so bili odzivi v Muri, v Murski Soboti ali pa v Ljutomeru zelo burni, ker jaz sem Ljubljančanka, vem, da ko se je Litostroj sesuval, to je bilo zelo burno. Imate tukaj kakšne vzporednice? Ja, kot prvo se je Litostroj predstavlja eno drugo industrijsko panogo. Tekstilna industrija je dejansko že dalj časa nazaj, že v socializmu, ni kotirala visoko in velja za lahko, intenzivno žensko industrijo. Ena gospa je enkrat napisala tako dobro, tekstilna industrija, ki umira tiho na nek način. Ne? Na glas so se reševale druga podjetja, težke industrije. Ljudje so mi pripovedovali, da so se počutili zapostavljeni tako iz strani države, tako kot tekstilci, kot Prekmurci. Ta deprivilegiranost in ta občutek popolnoma pozabljenosti strani Ljubljane kot nekega mesta kapitala in pa politične moči je zelo močno prisoten. Zdaj, vprašanje je, tudi v drugih tovarnah, a so bili ljudje res tiho, če jih mi nismo slišali, ne? Kakšno legitimiteto in moč dejansko ima njihov glas? Tako je po stečaju v Polnočnem klubu voditelj oddaje vprašal delavko in delavcev v studiu, če je bil njihov molk zaukazan. In ona dva sta odgovorila, saj nismo bili tiho, samo slišali nas niso. In
vsi ljudje, s katerimi sem se pogovarjala, so čutili te spremembe, kot sem rekla, da je treba šok ob stečaju obravnavati v kontekstu širšega, daljšega časa, intenzifikacije dela, pritiskov, ki so bili vedno večji. Dejansko v praksi se organizacija dela, ki je bila teoretsko predvidena, ni mogla niti izvajati. To je povzročalo velike frustracije in tudi poškodbe pri ljudeh. In ljudje so se oglašali in so se razburjali. Kakšna frustracija je potrebna, kakšno frustracijo so doživljali, ker dejansko niso bili slišani. Tako je recimo leta 2009, ko so se zaostrovale po finančni krizi, ko je bilo življenje ljudi v tem materialnem smislu vedno slabše in so sindikati napovedovali protest, je takratni minister za delo, družino in socialne zadeve to komentiral, da gre krizo reševati racionalno, ne pa jo s histerijo še zaostrovati. In je v bistvu to govorjenje na glas, to protestiranje označil za histerijo. Zdaj, ko ste me vprašala, v Prekmurju so imeli ljudje še nek košček zemlje in so dejansko se je 2600 ljudi je zelo heterogena skupina, ki je izgubila delo leta 2009 in ljudje so se znašli v različnih življenjskih situacijah ob različni podpori. A kot sem se pogovarjala z ljudmi in tudi z drugimi, ki so delali podobne raziskave prav v Muri, je dejansko so zaupali in se nanašali zgolj na družinsko podporo. Na javne institucije se zlepa niso obrnili, tudi med drugim zato, ker so se občutili ponižanje in prvič sram, ampak po drugi dejansko so občutili ponižanje na to, kako so jih obravnavali na centrih za socialno delo in na zavodu za zaposlovanje. Slednjo je povezano tudi z delavnicami, ki jih jaz sama imenujem poklicnega in osebnostnega preoblikovanja, ki so jih bili deležni vsi zaposleni v Muri takoj po stečaju. To je bila, v medijih se je takrat v javnosti pisali v tako imenovani Murini pomoči, šlo je pa za Evropski globalizacijski sklad, ki so ga dobile tudi druge države, industrijske panoge, ki jih je najbolj zaznamovala globalizacija. Pri nas je ta denar pomoči Murinim delavkam šel v bistvu za organizacijo teh delavnic, kjer so ljudi učili, kako se oblačiti, kako se pogovarjati, kako se pravilno prehranjevati. V tistem trenutku, ko so se ljudje že tako počutili, šokirani, kot sem rekla, hkrati poniženi, popolnoma razvrednoteni, ker jaz v knjigi govorim, da stečaj pa izguba dela ne pomeni finančno izgubo, temveč pomeni družbeno in osebno izgubo dostojanstva in spoštovanja. In vsem tem raziskavi se mi zdi, da najmočnejše je ravno to, da so se ljudje počutili oropani spoštovanja. In v teh delavnicah, te delavnice so v tistem trenutku, ko bi morali odpreti prostor, da bi se artikulirala, verbalizirala čustvena doživljanja ljudi, da bi ljudi vzgodbili svoje izkušnje, tega prostora ni bilo. Dejansko se jih je takrat, tako so bili pozivi, ta čustva so bila nedovoljena, paraliza je bila nedovoljena, pozivi so bili v teh kontekstu samoodgovorne družbe, tržne racionalnosti, kako se morajo ljudje poklicno preoblikovati in zaposliti drugod, kot da bi takšne delavnice že same po sebi generirale nova delovna mesta v tako deprivilegirani regiji, kot je Prekmurje. Zdaj, nekatere moje sogovornice so tudi šle na to podjetniško pot, ki se je takrat tudi nasploh v državi se je zelo zavzemala za reševanje brezposelnosti skozi espeizacijo, ampak tiste, ki so šle, so dejansko potrebovale veliko podporo družine in pa daljše časovno obdobje in zelo so se zavzemle same za to. Zdaj, kot ste omenila, že prej, to košček zemlje in njive, res je, da so številne mi pripovedovali o tem, kako jih je to reševalo, ampak tako zlasti za to generacijo ljudi v Prekmurju, s katerimi sem se jaz pogovarjala, je vse poteka v neki zavezi. Ti ne dobiš vreče krompirja kar tako.
če tudi je tvoja družina, ampak greš pa to oddelaš. To se pravi, ta reciprocitete in zaveza obstaja pač tudi znotraj tega. Moj poudarek je bil to, da je to res priden narod. Da so res ljudje, ki so delali od jutra do večera v resnici. Ja, ne? ampak krati je tudi močna ta zaveza, ne, da človeka, da mora si pridelati za svoje preživetje, kar prinaša v bistvu velik sram za ljudi, ki ko pa delo zgubijo in kot tega ne morejo. In recimo, to je bilo pri Muri in pri vsem tem, ko sem rekla, da ljudje bi morali v tistem trenutku, moja temeljna teza v knjigi je, da so bila doživljanja industrijskih delavk in delavcev v samoodgovorni družbi tržne racionalnosti individualizirana. Kaj zdaj to pomeni? Da strukturna pogojenost njihovih doživljanj ni bila zgolj utišena, ampak je ostajala neprepoznana strani širše družbe. Ni bi bilo prostora, da se bi verbalno artikulirala občutja in so ostajala na ravni telesnega. Ljudje so jih zaprli v svoje čustvene intimne svetove. Obravnavalo se jih je, kot da gre za neke individualne, za nek individualni problem. Na to me je spomnil ravno pogovor s klinično psihologinjo Ormoške klinike, ki mi je pripovedovala, da so že konec 90-ih let in po letu 2000 v večjem številu prihajale k njej posameznice zaradi hude anksioznosti in pa tesnob. Prihajale, one niso vedele, da prihajajo v večjem številu, prihajale so, ker niso mogle spati, ker so jih bolele noge, bile so tako izčrpane in utrujene. Šele čas v pogovoru in odnosu z njo so lahko artikulirale ozadje teh problemov. Zato pravim, da je potrebno odpirati prostor za vzgodbljanje. Na to je recimo upozoril aplikativni antropolog in psihoanalitik Howard Stein, ki se je v Ameriki ukvarjal z izkušnjami razvrednotenja industrijskega dela pri tistih, ki so zgubili v tej veliki deindustrializaciji konec 70-ih, v začetku 80-ih let. On se je zauzemal za to, da odpiramo prostor za vzgodbljanje, ker ne pomeni izmišljevanje nekih pripovedi, ampak način, kako skozi pripovedi usmišljujemo določene dogodke, izkušnje, jih povezujemo med seboj, s tem osmišljujemo svoje mesto na tem svetu. In kot sem rekla, je to predvsem zaradi tega sramu še tako bolj pomembno. In v bistvu tukaj se jih je pa zaprl v te čustveni intimni svet. Ljudje so bili velikokrat usamljeni, izolirani in ta zaveza, potem, ko je tudi kulturna, družbena zaveza, ne, ta samoodgovornost, da preživiš, da delaš za svoje preživetje, to v bistvu deluje še kot večji pritisk. Moram pa vseeno, ker vidim, da želite nekaj pozitivnega slišati in tako me velikokrat ljudje rečejo, da je to tako brez upanja in resignirano in ja, pa vprašali ste me tudi, če je treba ljudi tolažiti, ne? Mogoče bom najprej, zdaj še sem se spomnila, da sem na to pozabila odgovoriti. Ljudje so potrebovali, da bi jih obravnavali z nekim spoštovanjem in dostojanstvom, da bi jim omogočili pogoje za neko avtonomno življenje. Ta reprezentacija, ki ljudi reducira, ki industrijske delavke in delavce reducira zgolj v pomoč potrebne, je dejansko deluje na ljudi zelo, zelo slabo. Kot prvo, itak v družbi samem problem ni slišan, ljudje, tako kot se je zgodilo tudi v tem primeru, ljudje sočustvujemo, zdi se nam tragedija, a hkrati jemljemo propad tovarne kot nek neizbežen proces. Se pa zauzemam za to, da bi se na tem kaj naučili, da bi evalvirali, kako je stečaj potekal, da bi evalvirali, kako so bile delavnice, ko sem jih prej omenila problematične, zato da bi potem v nadaljevanju na drugačne načine nagovarjali. Zdaj vas pa moram vprašati, bo vaš glas slišan? Na pravem mestu, seveda. Ja, predvsem je moja ideja, zato pa tudi želim
v tej knjigi spregovoriti na različnih mestih in se ob tem zahvaljujem knjigarni Konzorcij in vam osebno, ki ste se za to zavzeli, da je tukaj ta možnost, da se odpre ta prostor, da se začne o teh temah, o tem napačnem prepoznanju, o spregledanosti, o tem, kar se nam zdi pogosto tako nekaj naravnega in samoumevnega, da se o teh temah razpravlja, da se jih kritično pretresa. No, to je bilo moje zadnje vprašanje, pravzaprav, ali smo se kaj iz tega naučili? Ja, nažalost se mi zdi, da ne, zato ker se o tem po tistem sploh ni več razpravljalo. Inštitut, ko sem rekla, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je naredilo študijo, ki kaže alarmantno sliko o psihofizičnih posledicah prestrukturiranja na ljudi, kako so se poglobile in zaostrile poškodbe, obolenja, bolezni, depresija, kako se je povečala samomorilnost med ljudmi. In dejansko 2016 so predstavili to študijo in od tistega jaz nisem slišala kakšnega večjega odziva, poziva. Prav tako ne zaznavam, da bi bilo več raziskav o tem, kako ljudje doživljajo prestrukturiranja, ki pa niso zgolj nekaj pase, ampak so sestavni del sodobnega kapitalizma. Najlepša hvala za pogovor, doktorica Nina Vodopivec. Vas, dragi gledalci, pa vabim na prodajno razstavo knjig Frankfurt po Frankfurtu, ki bo v knjigarni Konzorcij od 15. do 20. novembra. V Konzorciju povprašajte po knjigi, tu se ne bo nikoli več šivalo. Želim vam vse dobro in se vidimo v Konzorciju. Hvala. Ja. Najlepša hvala, kot sem že rekla, hvala knjigarni Konzorcij in vam osebno, da ste omogočili ta pogovor in najlepša hvala vsem vam, ki ste prišli. Hvala.